Pozdravljeni. Alpis je ime, ki ga je marsikdo izmed vas zasledil, ko je bral članke o 10 najslabših voznikih v zgodovini Formule 1. A danes se bomo vprašali, ali mu je bila mogoče storjena celo krivica. Alpis je nedvoumno ikona Formule 1, žal v negativnem smislu. Namreč najdemo ga na tistih lestvicah najslabših voznikov vseh časov, kajti drži se ga neslavni rekord, da je bil edini, ki je bil izključen zaradi tega, ker je prepočasi vozil. To se je zgodilo na veliki nagradi Kanade leta 1969. A danes bomo videli, kako smo lahko mi, navdušenci, dobesedno krivični, zaradi tega, ker ne poznamo vse zgodbe in tistega, kar se skriva v ozadju. Namreč Alpis je bil kasneje celo sprejet v hišo slavnih kanadskega motošporta. In to verjetno ne zaradi tega, ker se pogosto znajde v tisti desetorici najslabših v zgodovini Formule 1, temveč zaradi zaslug na samih dirkah, sicer v drugih kategorijah. In v hiši slavnih kanadskega motošporta sta tako Gilles kot Jacques Villeneuve. Ne smemo pozabiti na primer na Valterja Wolfa, ampak dobimo tudi druga znana imena, kot sta Mario in Michael Andretti. Torej, Alpis konec koncev ni bil tako slab, kot ga prikazujejo. Ampak zakaj na veliki nagradi Kanade leta 1969 je bil diskvalificiran? Res, bil je pošastno počasen. Ampak videli bomo v nadaljevanju, da za to njegovo počasnost obstaja razlog, več kot tehten. Najprej bi se lahko ustavili pri starosti. Namreč Alpis je bil rojen leta 1921. Torej 69. je bil najmanj v 48. letu starosti, kar pomeni, da tudi za takratne standarde je bil precej v letih. Ampak verjetno to ni tisti poglavitni razlog. Poglavitni razlog za njegovo počasnost se skriva v sredstvu, v bolidu, ki ga je imel na voljo. Takrat ni bilo še takega običaja, da na štartnem razporedu so bili samo konstruktorji. Bili so tudi mnogi zasebniki, ki so tu pa tam zbrali šasije, ki so jih glavne ekipe dobesedno odrabile. In tak je bil tudi Alpis, ki je dobil šasijo Eagle Mark I, legendarnega Dana Gurneyja, in z njo se skušal prebiti v letih 67, 68 in 69. Že v prvem poizkusu se je končala dirka z ogromnim zaostankom, v drugem poizkusu je imel težave zagnati motor Climax, v tretjem pa se je zgodila tista kvalifikacija. Namreč sredi dirke je znameniti Ken Tyrrell še dobesedno naveličal kanadskega voznika, ker je ta med drugim tudi oviral njegovega voznika Jackija Stewarta, šel je v direkcijo dirke in dosegel diskvalifikacijo. A vrnimo se k Alpisu in njegovemu Eaglu Mark I. Poznavalcem zgodovine Formule 1 je ta bolid znan. Z njim je bila dosežena praktično edina prava zmaga ameriškega konstruktorja, namreč z njim je Dan Gurney zmagal veliko nagrado Belgije, ampak uporabljal je motor Westlake, ki je imel 3 litre in bil konfiguracije V12. Tisti klimaks, ki ga smo lahko zasledili v dokumentih, je bil pa neka vmesna rešitev
ki so se jo posluževali pravzaprav na začetku sezone 1966. Takrat so v Formulo 1 uvedli atmosferske motorje 3 litrov, ki jih pa ni bilo na razpolago. Zato so se mnogi zatekli k, recimo temu, bizarnim rešitvam. In ena izmed njih je bil motor Coventry Climax FPF. Ta je bil znan iz prejšnjih obdobij, iz začetka 60-ih let. 4 cilindre v liniji je imel in različne kubature. 1500, 2000, 2500 kubičnih centimetrov. In za dirke 500 milj Indianapolisa so naredili posebno izvedenko s kubaturo 2,7 litra. In to leta 1961. Sedaj, da obnovimo, dirka, v kateri je bil diskvalificiran Alpis, je bila leta 1969, torej skoraj desetletje kasneje. In že tu marsikomu je jasno, kje je bil vzrok te počasnosti. Motor, ki ni bil ne tehnično in niti ne materialno na nivoju tistega, kar je imela vsa konkurenca. A ne smemo pozabiti še na neko zanimivost. Leta 1969 v svetu Formule 1 so na bolidih že bili prisotni aerodinamični profili, tako spredaj kot zadaj. In na iglu Alpisa kakšnih takšnih aerodinamičnih površin ne moremo videti. Tu so fotografije, ki nam to dokazujejo. Torej, ne samo, da je imel na razpolago slabši motor, tudi njegova šasija, čeprav potencialno konkurenčna, ni bila razvita tako kot one, ki so jih imeli na voljo konkurenti. In sedaj nam je malce jasno, zakaj je bil Alpis tako počasen. Verjetno njegova hitrost tu ni imela kakšne teže, kajti znašel se je v podobni situaciji kot Fernando Alonso, ko je po radijski zvezi kričal GP2 engine. Takrat Alonso ni imel kaj in verjetno tudi na veliki nagradi Kanade leta 1969 Alpis. A mi, navdušenci, smo običajno v bistvu kruti. Pogledamo samo rezultate, neka gola dejstva, brez da bi se spuščali v ozadje. In marsikdaj nekaterim voznikom napravimo tudi krivico. Namreč, edina zadeva, katero bi lahko naprtili Alpisu, je bila ta, da si je želel dirkati, da si je želel biti konkurenčen tudi v Formuli 1. Zato se je pognal vso silo z bolidom, ki ni bil sodoben, ki ni imel pravega motorja. Tudi on je bil v letih, ampak to ga ni ustavilo. In seveda, bil je diskvalificiran in to je nekako zaznamovalo njegovo kariero, zaznamovalo njegovo ime, čeprav je bil, verjamem, upravičeno sprejet v hišo slavnih kanadskega motošporta, a med, recimo temu, povprečnim sledilcem Formule 1 se njegovega imena drži negativni predznak. Verjamem, da ta moj prispevek ne bo spremenil v bistvu tistega trenda, ki so ga mnogi pisci ustvarili o tem izjemno malo znanem kanadskem vozniku, ampak kljub vsemu, ko bomo drugič videli nekoga, ki ni na nivoju ostale konkurence, se lahko začnemo spraševati, zakaj je tako počasen. Mnogokrat gre enostavno za pomanjkanje talenta. Ampak tu pa tam v ozadju lahko vidimo tudi kakšen drugi razlog. A za danes, za to kratko zgodbo bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.